V tokratni oddaji smo analizirali strupe v kozmetiki. Raziskave kažejo, da si povprečen človek na dan na kožo nanese kar 9 različnih kozmetičnih izdelkov. Kreme, zobne paste, parfumi in paste za britje vsebujejo precej zdravju nevarnih snovi. Enako je tudi z izdelki, ki jih vsakodnevno uporabljamo v gospodinjstvu. Skoraj vsi imajo že toaletni papir doma, ki je parfumiran. To je tudi težka kemija, ne? Potem si umijemo roke, potem se tuširamo, je spet kemija, ne? Potem uporabimo zobno pasto, je zopet kemija, potem uporabimo losjon za telo, je zopet kemija, potem uporabijo ženske, se namažejo, moški se obrijejo, je spet kemija, nekdo si umije lase, je spet kemija, potem so regeneratorji, laki za lase, geli za lase, je spet kemija, potem greš v kuhno, nekaj poješ, je spet kemija pri večini ljudi, pomiješ posodo, je spet kemija, si zloščeš čevlje, je spet kemija. En izdelek lahko vsebuje tudi več kot 20 snovi in vsaka ima svojo funkcijo. Četudi so v njem prisotne nevarne sestavine, so koncentracije izredno nizke. Proizvajalci nas v reklamah prepričujejo v to, da je zdravo vse, kar ima oznako naravno ali bio, a ni vedno tako. Naravna kozmetika je po zakonu kozmetika, ki vsebuje 1,5% rastlin, ostalo je lahko kemija. To se pravi, mi rečemo naravna kozmetika, mislimo si, da je to samo nekaj, kar je sestavljeno iz rastlin, a ne? Pa ni. Pa je v bistvu pravzaprav več ali manj kemija. 100% rastlinska kozmetika tudi obstaja. Naprimer, takšne so rastlinske barve za lase, kjer so samo zmlete rastline noter. Pomembno nam je, da je naravno, da ne vsebuje kemikalij. Kozmetične izdelke uporabljamo praktično vse življenje. Večini običajnih kozmetičnih izdelkov so strupene in rakotvorne sestavine, ki zelo škodujejo zdravju. Med njimi so tudi siloksani, triloksani in različne težke kovine. V vsej kozmetiki so parabeni. Vemo, da se v telesu obnašajo kot hormoni, to se pravi, motijo delovanje naših endokrinnih žlez in to je zelo sporen konzervans. Kaj povzroča? Raka na dojki, preobčutljivost kože, kontaktni dermatitis, težave z fertilnostjo. Potem imamo ftalate. Ftalati se vedno skrivajo pod imenom perfumes ali pa fragrances, sploh niso napisani kot sami kot ftalati, a ne? Omogočajo, da je vojnina prožna, da je lak za lase ok, da se lak za nohte hitro posuši, ampak so v bistvu problematični zato, ker povzročajo okvar jeter pa ledvic. Pri barvah za lase so različna barvila, ki so tudi precej problematične snovi, ampak imajo to funkcijo, brez njih ta barva potem ne bi delovala tako, kot deluje. Potem recimo pri beljenju zob je prisoten vodikov peroksid. Visoka cena kozmetičnega izdelka ni nujno sinonim za kvaliteto in odsotnost strupenih snovi. Resda kakovostne kreme ne moremo dobiti za evro ali 2, a je še zmeraj bolje kupiti zgolj nekaj kakovostnih izdelkov, kot pa množico škodljivih in strupenih. Kozmetiko nadzira zdravstveni inšpektorat. Zdravstveni inšpektorat ima svoj redni program vsako leto, določeno število vzorcev in določene vrste vzorcev jemlje in se to potem pregleduje. Vsekakor je pa za varnost izdelkov odgovoren proizvajalec. Oni so glavni odgovorni. Oni morajo poskrbeti, da je vse sigurno in varno, potem se pa to tudi nadzira. Seveda so kršitve bile tudi ugotovljene, različne, recimo določene koncentracije so bile presežene nekoliko, ali pa je bilo nekaj deklarirano, pa tega se ni našlo notri, ali pa ravno obratno. Ni bilo deklarirano, pa so našli kakšne stvari. Velikokrat nas šele zdravstvene težave opomnijo, da nam določen izdelek ne koristi.
Večinoma šele potem začnemo brati deklaracije in se zanimati za to, kaj vsebuje kozmetika, ki jo vsak dan uporabljamo. Rubriko zato zaključujemo z nekaj nasveti. Naš nasvet bi bil, da se kozmetika, takrat, ko jo kupiš, da pogledaš dobro pogledaš embalažo. Vse, kaj piše. In sestavine, v primeru, da je nekdo mogoče alergičen na kakšno izmed sestavin, si lahko prebere, kaj ta kozmetični izdelek vsebuje. Najboljše je, če si preberete navodila za uporabo, če si pogledate sestavine in če kozmetiko uporabljate na tak način, da se ne polivate preveč, da ga uporabljate toliko, kolikor je potrebno, da ima svojo funkcijo. Vsa ostala kozmetika, ki nima certifikata, zame ni kozmetika. Jaz osebno je ne bi nikdar uporabila. Niti zobne paste, niti losjona, pravzaprav ničesar. Zaradi tega, ker jaz smatram, da je lahko nega nekaj, kar lahko dobimo iz rastlin, mineralov, vode,